Torej sredina. Mesto, kjer se je začela dobesedno druga Seveda, po največji sorodnik tista regija v južno 6. stoletju našega štetja, vendar je Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Svet skozi zgodovino. Tudi danes je z nami Goran Ajtič, ljubitelj zgodovine. Lep pozdrav. Lep pozdrav tudi tebi in gledalcem. Danes se bova napotila čez mejo, čeprav smo meje odpravili, na Hrvaško. Odkot dejansko izvirajo predniki današnjih Hrvatov in kje v Evropi so se pojavili izvirno, pravzaprav odkot je njihovo ime? Ja, zanimivo danes, ko si ogledamo naše južne sosede na Balkanu, to je Hrvaška. Gre za enega najbolj, lahko rečem, skrivnostnih narodov v vsej Evropi. Namreč, kakšen je sploh njihov izvor, ker o tem je bilo ogromno tez, bodisi neke uradne teorije, sicer še ne, tez pa ogromno. Vendar največji približek temu je, seveda, Balkan za časa Rimskega imperija, če si pogledava še. V starih časih je bila tukaj Ilirikum oziroma Dalmacija, kjer je tudi današnja Dalmacija. To so bile seveda rimske province, ki so jih Rimljani zasedli. Vendar pa so tam živeli Kelti, Iliri v tistih časih in seveda v rimskih časih še ni bilo prednikov današnjih Hrvatov. Sedaj govoriva o samem Balkanu in tam, kjer je Hrvaška. Zanimiva je tudi recimo rimski cesar Dioklecijan se je recimo rodil v današnji Dalmaciji, ko je tudi njegova palača znamenita v Splitu. Vendar pa takrat, če govorimo pa o samih Hrvatih, moramo iti pa na popolnoma drug konec Evrope, kot si vprašala. In sicer moramo iti po srednjo Evropo, današnja južna Poljska. In sicer južno od Krakova, blizu slovaške meje, ko se pa pojavijo že nekako v 5. oziroma 6. stoletju tako imenovani beli Hrvati oziroma Haravati. To je bila bela Hrvaška kot neka neuradna kneževina takrat. Haravat je neslovanski izraz. Vsi njihovi slovanski sosedje takrat, Moravci, Čehi in Poljaki, se strinjajo, da Haravati niso njihovega, torej slovanskega izvora, ker ta beseda izvira iz stare Perzije, iz starega Irana, kot so določene teze. In tudi prvi voditelj Hrvat oziroma Haravat prvi, ki vodi belo Hrvaško, takrat oni ne govorijo slovanski jezik, ampak zelo tuj jezik in dialekte. Potem leta nekako 626, to je v 7. stoletju, pa bizantinski cesar, takrat je seveda že vzhodno rimsko cesarstvo tudi na Balkanu, balkanski deli pridejo pod bizantinski vpliv in oblast. Cesar takrat povabi tako bele Srbe, ki pridejo iz srednje Evrope, da poselijo Balkan, kot tudi bele Haravate oziroma bele Hrvate. In takrat leta 626 se šteje nekako v današnji hrvaški zgodovini uradno, da je tudi hrvaška država nastala, ker je eden od potomcev Haravata, namreč Haravat II, pripelje ta plemena iz srednje Evrope na današnjo Hrvaško, da poselijo severni del, kjer je Slavonija, glavnino Hrvaške, kjer je Zagreb z okolico in pa seveda tudi Dalmacijo, tam, kjer je bil cesar Dioklecijan. Od leta 626, torej od 7. stoletja, torej lahko o srednjeveški moderni Hrvaški govorimo. Kdo je bil knez Porga in kaj pomeni njegovo ime? Porga je eden neposrednih potomcev Hrvata I. in Hrvata II. Te prve dinastije, Hrvatovec, oziroma kot je rečeno na Balkanu, Hrvatović, kot postane potem priimek teh prvih. Porga pomeni tudi v stari iranščini tisti, ki je bogat z živino, ki je veliki veleposestnik, tako bi lahko rekli. On je eden tistih knezov, ki pa vlada že ne v beli Hrvaški na Poljskem, ampak že na današnjem Hrvaškem. On je eden tistih po letu 626, eden prvih knezov, ki so ga uradno že tudi v hrvaškem zgodovinopisju ga že priznavajo in evropski in hrvaški zgodovinarji. Torej iransko ime, še vedno ni slovansko, to je zanimivo. Neposredni potomci Hrvata, poleg Porge, recimo sorodniki Porge so tudi imena moška v tej dinastiji, so recimo Klukas,
ženska je Vuga, recimo kneginja, potem recimo tudi Lobel, to so ta imena, popolnoma neslovanska, kot vidimo. Tudi kasnejši DNK, ki so Evropejci ga naredili izključno za hrvaški narod, je pokazal, da so praktično zelo mešan narod, današnji Hrvati, večinoma teh genov izvira dejansko iz Irana. Slavonija, severna Hrvaška današnja, je pa zelo veliko tudi madžarskih genov. Sami Hrvati tudi včasih trdijo, da so sorodniki Bolgarov, da so prišli torej iz azijskih step, ravno tako neslovanski narod. Vendar največ dokazov danes kaže, da so iranskega izvora. Zanimivo. Koliko hrvaških držav je obstajalo sprva? Ja, no takrat od 7. stoletja dalje, ko pridejo Haravat in Porga, ki so seveda že na Balkanu, glavnina Hrvaške, da si predstavljamo, je današnja ta del, kjer meji na našo Slovenijo, Zagreb z ožjo in tudi širšo okolico proti severu in jugu. To je srednjeveška hrvaška kneževina. Seveda obstajajo takrat 3 dežele, ki še niso združene pod istim žezlom, to je zanimivo. Na severu nastane tako imenovana Slavonija, še današnji severni del Hrvaške, to, kar meji na današnjo Madžarsko. Tukaj so knezi druge dinastije in ne potomci Porge takrat, to je zanimivo. Tukaj je celo nekaj karantanskih, slovenskih knezov in nekaj slovaških, potomci Pribine, tistega, ki je vodil eno od slovaških kneževin. Zato tudi mogoče to ime Slavonija, ki bolj spominja na Slovenijo ali Slovaško. Iz tukaj pride to ime. To je še ena kneževina, Slavonija, poleg Hrvaške takrat. Na skrajnem jugu, kjer je morje, nastane pa seveda še kneževina Dalmacija, ki pa ji takrat ne rečejo Dalmacija, ampak enostavno Primorska Hrvaška. Primorska Hrvatska, rečejo temu v srednjemu veku. To so torej 3 dežele, Slavonija, Hrvaška in Primorska Hrvatska. No, potem pa sva šla malce dlje do dinastije Trpimiroviča, čas kralja Tomislava I. nekako v letih 910 do 928. Kdaj je bila Hrvaška najmočnejša in imena vladarjev? No, tako, zdaj sva prišla že nekako do obdobja 10. stoletja, kot vidimo. Ta prva hrvaška dinastija Hrvatovcev nekako v 9. stoletju že izumre. In nasledi jih druga dinastija, to so pa Trpimiroviči, potomci kneza Trpimira, ker je prvemu ime Trpimir. Trpimir je umrl leta 864, torej v 9. stoletju, in od takrat dalje, od 9. stoletja, pa Hrvati, to je pa zelo pomembno, da omeniva, že sprejemajo slovanske vplive. Vemo, da severo-zahodno od njih je takrat so karantanske dežele, torej predniki našega slovenskega naroda. Vzhodno od njih je seveda srbska kneževina, srbske dežele takrat, in predvsem iz tukaj prihajajo vplivi, naj si je to danes hrvaškemu narodu pač pogodu ali ne, ampak od ostalih slovanskih narodov, predvsem iz srbskega jezika, dobijo tudi svoj jezik, in za časa Trpimirovičev se Hrvaška nekako iz azijskega naroda preobrazi v slovanski narod. Lahko rečeva, da se naknadno slovanizirajo, podobno kot Bolgari, ki tudi takrat s časoma Slovani postajajo. In po eden od teh potomcev Trpimira, ki je dal ime dinastiji Trpimirovič, v nekaj generacij kasneje tudi Tomislav, knez Tomislav, ki vlada v letih 910 do 928, vendar je nekaj zelo pomembno. Zadnja 3 leta pred svojo smrtjo knez Tomislav, to je leta 925, postane prvi hrvaški kralj. Od takrat dalje je titula kralja, nič več knez. On dobi pač na glavo kraljevo krono in postane znan kot kralj Tomislav I. Trpimirovič. To je eden največjih kraljev v njihovi zgodovini, njihov prvi kralj in obenem eden največjih. Zelo pomemben je tudi v bitkah proti Madžarom in proti Bolgarom se odlikuje in on razširi meje Hrvaške kraljevine. Ne samo Slavonija, Dalmacija in današnja Hrvaška, tudi na ozemlje, kjer je današnja Bosna, se širi hrvaška država takrat. Potomci Tomislava I. Vprašala si me, kateri so pomembni vladari še. Dobrih 100 let za njim, 150 let za njim, vlada eden njegovih potomcev, to je hrvaški kralj Petar Krešimir IV.,
ki je umrl leta 1074, 11. stoletje. On je pa edini hrvaški monarh, ki v njihovi zgodovini prejme naziv Petar Krešimir Veliki. Krešimir Veliki, ker je pa najbolj razširil hrvaško državo. Za časa njega Bosna sploh še ne obstaja, ampak je celotna Bosna takrat del hrvaške države, to je zanimivo. Po smrti tega Krešimirja IV. Pa bo hrvaška država zašla v krizo, kot bomo videli. Ja, in ta kriza se je torej pojavila 1091, ko je konec neodvisnega kraljestva in za naslednjih 900 let, pride Hrvaška pod madžarsko oblast. Kako se imenuje ta država v letih 1102 do 1526? Ja, sedaj sva prišla pa do konca Zlatega veka. 900 let. Tako podobno kot Slovenci, ko smo bili tudi praktično zelo dolgo pod Habsburško-avstrijsko nadvlado, podobno kot Slovaki, ki so ravno za 1000 let pod madžarsko nadvlado. Hrvati se pa niso ognili 900 letom madžarske nadvlade, to je zanimivo. No, to se začne že leta 1091, konec 11. stoletja, ko umre za Stjepan II. Trpimirović, zadnji kralj te dinastije domače. Po njegovi smrti se kar nekakšna vojna razplamti med hrvaškim in madžarskim kraljestvom takrat, ker Madžari si že ogledujajo teren južne sosede Hrvaške, Slavonije in Hrvaške, vse do Dalmacije. In takrat tudi s časoma do leta 1102 je celotna Hrvaška osvojena in del madžarskega kraljestva. Koloman Arpad, madžarski kralj, obenem postane tudi kralj takrat Hrvaške in Dalmacije in Slavonije. Ljubitelj knjig ali Koloman učeni, kot rečejo sicer temu kralju, je načeloma dober tako do madžarskih kot do hrvaških podložnikov, vendar je on tisti, ki nepreklicno začne madžarsko oblast. Država se tako imenuje od 12. pa vse do 16. stoletja dvojna monarhija, enostavno govorimo o hrvaško-ogrski monarhiji. Prestolnica bodisi Sekeš-Fehervar, madžarsko mesto, ali Budim kasneje. So pa zaslužni ravno madžarski kralji, ko je bila še vojna s Hrvaško, ko so pač imeli svoje, bova rekla, postojanko na hrvaških tleh Madžari v okolici Zagreba. In v 12. stoletju so nekako madžarski kralji in vojskovodje zaslužni, da so že tudi zametki Zagreba nastali takrat, to je zanimivo. Ja, država postane znana kot hrvaško-ogrska po madžarski okupaciji. In pod temi madžarskimi kralji se dvigneta dve mogočni domači dinastiji, Frankopani in Šubiči. Ja, no sedaj, ko pridemo pa v to obdobje po letu 1102, torej v madžarsko obdobje na Hrvaškem, vidimo, da se začne pa feudalni sistem tudi 100% izoblikovati tudi na Hrvaškem. Tukaj stare nekdanje dinastije domače, ki so ostale po izumrtju Trpimirovićov, sedaj vladajo madžarski Arpadi. Na Hrvaškem enostavno jih preimenujejo kar v Arpadović, to dinastijo, da se sliši bolj domače, torej hrvaško. Arpadovići povzdignejo določene hrvaške feudalne dinastije, torej domače hrvaške dinastije. Zelo pomembni dve hiši so Frankopani in Šubiči takrat. Kasneje tudi Zrinski, Keglevići se pojavijo, Jelačići bodo zelo pomembni tekom stoletij. Vse te dinastije niso nikoli kralji Hrvaške, so pa pomembni baroni ali grofje na območju. Sploh Šubiče bova omenila, ki so takrat takoj po madžarski okupaciji ena najbolj pomembnih hrvaških dinastij. Sedaj odgovorni madžarskemu kralju, pa vendarle imajo ogromno posestev. Tako v Slavoniji na severu, kot tudi po večini pokrajin, kjer je današnja Bosna in Hercegovina. Šubiči imajo predvsem tam posestva. Še nekaj se takrat pojavi po madžarski okupaciji, titula ban. Bova omenila pa še to, ker to se pa banovine ali ban večkrat slišimo o povezavi s Hrvaško. Kaj je to? To je kot nek namestnik madžarskega oziroma hrvaškega kralja, običajno iz Zagreba vlada, ban ali podkralj, kot neke vrste podkralji Hrvaške in Slavonije. Tisti, ki v odsotnosti madžarskega kralja, ki običajno obudimo, vodijo Hrvaško. Seveda pride to v roke domačih dinastij. Največ Šubičev in Frankopanov je izvoljenih
na pozicijo Bana, da odločajo o Hrvaški državi. In želel si predstaviti še pomembno hišo, to so pa Kegljeviči, Zapolje in kot rečeno že Jelačiči. Kegljeviči so se pozneje pojavili na steklenicah, kot si dejal, ampak zgodovina je pa zanimiva, kako je bilo z njimi. Ja, Kegljeviči so tudi ena starejših plemiških hrvaških dinastij, vendar pridejo v poštev šele kasneje, njihovo ime postane veliko šele v 19. stoletju, ampak kot zanimivost, ko omenjaš, posestva imajo takrat povsem Avstro-Ogrskem, predvsem v Bratislavi, na današnjem Slovaškem, imajo kasneje sedež. Tudi recimo veliki skladatelj Ludwig van Beethoven poučuje eno od njihovih hčera takrat, klavir v Bratislavi. Znani so pa kasneje, ko ustanovijo znamenito vodko Kegljevič, ki mislim, da je še danes zelo znana svetovna marža. Nisva še poskusila, ampak pojdiva zdaj naprej oziroma nazaj v to stoletje, v srednjeveško obdobje, zgodnji vek, pa potem srednji, Dubrovniška republika. Ja, no, sedaj bo povedala še nekaj, kaj se dogaja. Slišala sva predvsej o Slavoniji in Hrvaški in kaj se pa na jugu dogaja, kjer je kraljevina Dalmacija, kjer je ravno tako madžarski kralj, tudi kralj Dalmacije, kot vidimo. V 15. stoletju pride tukaj v Dalmaciji kar malce do krize in do velikih vojn, ker vemo, da se na Jadranu, Jadranskem morju, na tem območju se kmalu pojavi nova velesila. To je Beneška republika, Serenissima. Tista ena najmočnejših srednjeveških neodvisnih italijanskih držav tistega časa. Od 14. stoletja moč Benetk nezadržno narašča in si želijo oblasti tudi seveda na dalmatinskem, hrvaškem ozemlju, kot tudi na grških otokih. Benetke se širijo z vojno, včasih tudi z diplomacijo in trgovino, kakorkoli. Po letu 1409 postane kriza za Dalmacijo, ker eden od madžarskih princev, kraljev, ki sicer ni kralj Hrvaške, pa vendarle ima vpliv in besedo, predvsem za Dalmacijo, za zlate cekine proda praktično celo Dalmacijo, celotno Jadransko morje Benetkam. Leta 1409 je ta žalostni dogodek v današnji hrvaški zgodovini, kot njihovi zgodovinari to danes vidijo. In za nadaljnjih 400 let skoraj, da pride Dalmacija pod beneško okupacijo oziroma nadvlado večinoma njihovih otokov. Torej je Dalmacija za hrvaško kraljevino v 15. stoletju izgubljena. Razen enega samega ozemlja. Omenila si Dubrovniško republiko. Ragusa, kot rečejo, kot je staro ime za to ozemlje, ali Dubrovnik, Dubrovnik naj bi prišlo iz turščine, Dobri Venedik ali dobre Benetke, Dobri Venedik, Dobri Dubrovnik pride iz tega, recimo, to je nekako ta stara izpeljanka. Dubrovnik se pa v 14. oziroma 15. stoletju kar za neodvisno državo kliče Republika Ragusa, podobno kot Benetke, zgled imajo svojemu tekmecu. Tudi Dubrovnik tekom stoletij, vse do 18. stoletja, močno trgovino razvija. Trgovanje širi se tudi proti jugu, recimo trguje in z Benetkami in tudi s Orientom, orientalskim svetom. Mesto se razvija, Dubrovnik, vemo, kakšno obzidje je nastalo potem v srednjem veku, da se pred kakšnimi pirati ali plenilskimi napadi obrani, pa tudi pred Benečani, zanimivo. In Dubrovnik je vsa stoletja ljubosumno varoval to svojo neodvisnost, tako pred beneškimi ladjami, kot tudi pred samo hrvaško-ogrsko kraljevino. Niso želeli biti del monarhije. Dubrovničani so očitno zaljubljeni v svobodo. Najbrž tudi dan danes, kot si predstavljam, ampak resnično 400 let so imeli svojo republiko, Dubrovniško, Ragusa, dokler jih seveda Napoleon ne ukine, do tega še pridemo. Seveda zdaj v Dubrovniku veselo prodajajo vpliv Hollywooda po snemanju Igre prestolov serije. Tako, turiste peljejo po tej poti. Sploh ni pomembna ta stara zgodovina, ampak je zdaj pomembna ta hollywoodska zgodovina. To mi je povedala kolegica. Ampak preden nadaljujeva s turškimi vpadi, pa vsekakor morava omeniti zanimivost. Beneška republika, si rekel, 200 let prej,
oziroma tam nekje 1200-1300, Tako. pa naj bi se rodil na dalmatinskem otoku Korčula Korčuli. tudi Marko Polo. Hrvati ga imajo za svojega, Tako. Benečani ga ne dajo. Ja. Kakorkoli, zagotovo je hodil po teh krajih in to je en tak pomemben mejnik, če bodo naši gledalci in gledalke kdaj hodili po Korčuli. Tako. Marko Rojstna Polo hiša. je tam prisoten in je Tako. blagovna znamka, ki gre za med. Predvsem Američani in pa drugi, ki prihajajo, so povsem navdušeni. Dejansko. Zdaj pa smo prišla do vojne krajine, turški upadi, Ja. nikjer ni bilo miru pred njimi. Kje se je ta vojna krajina nahajala, kaj je to bilo pravzaprav? Ja, o tem smo slišali kar precej. Sedaj pridemo mogoče do enega najbolj žalostnih in krvavih obdobij hrvaške srednjeveške zgodovine oziroma zgodnje novoveške, ker počasi gremo že v renesanso, 15-16 stoletje. Vemo, da še nekaj bo omenila, od 15. stoletja dalje so čedalje hujši turški upadi na celotni balkanski polotok, kot vemo že iz prejšnjih oddaj, ko smo imeli bodisi Srbijo ali Bolgarijo. Tudi Hrvaška se seveda temu ni ognila, tudi naše slovenske dežele, kot se spomnimo. Najhujši boji na tleh Balkana takrat 15-16 stoletje pa prav na Hrvaškem potekajo. Praktično govorimo neformalno, neuradno, pa vendar o tako imenovani stoletni hrvaško-turški vojni, ki je trajala točno v letih 1493 se je začela, to je konec 15. stoletja, bitka pri Krbavi ali Krbavskemu polju, kjer je hrvaško-mađarska vojska strahovito poražena. Turki so pa zmagoviti takrat. In tega leta se začne spor, ki bo dobrih 100 let trajal. Vse do leta 1593, do konca 16. stoletja, ko pa je bitka pri Sisku tudi zelo znamenita, ko se vse hrvaške, mađarske, avstrijske in tudi delno slovenske sile združijo, tudi von Auersperg, baron iz slovenskega ozemlja, vodi to bitko, ta je pa dobljena in so Turki tukaj kar strahovito poraženi, bi lahko rekli. No, ampak vmes v tem obdobju te stoletne vojne med Hrvaško in med sultanom je nastala že tako imenovana vojna krajina. Kaj sploh je to? Zdaj se moramo ogledati še nekaj. Rekli smo, da je Hrvaška z Mađarsko kraljevino zvezana od 12. stoletja. To traja vse do začetka 16. stoletja, do leta 1526, ko pa je na Mađarskem bitka pri Mohaču, ko Turki porazijo pa izključno mađarsko vojsko takrat. In pade tudi mađarski kralj Ludvik II. In večina mađarskega plemstva. Takrat Avstrijci, Habsburžani, prevzamejo mađarsko in tudi slovaško posest, mađarsko kraljevino, obenem pa tudi Slavonijo in Hrvaško. Vse pride v roke Ferdinanda I. Habsburškega po letu 1526 in on je tisti, ki kasneje leta 1553 že ustanovi tako imenovano vojno krajino, ki pa se predvsem na severnem Hrvaškem, Slavoniji nahaja, nekaj pa tudi na matični Hrvaški okolici Zagreba. In tukaj naselijo Habsburžani večinoma nekaj, seveda veliko je Hrvatov, domačinov, nekaj pa tudi Srbov, Nemcev in pa Vlahov z Romunije. To so najemniški vojaki, ki želijo služiti Habsburškemu vladarju in se bojujejo proti Turkom, ker vemo, da cel Balkan takrat se bojuje proti islamskemu zavojevalcu, to so Turki. In kaj je zanimivo, da vsi ti ljudje, ki služijo v vojni krajini, od Hrvatov do Nemcev do Vlahov, so oproščeni dajatev svojim plemičem, pač feudalnemu gospodu. Odgovorni so izključno cesarju, ki je njihov poveljnik, Habsburškemu, in veliko svoboščin uživajo za to, ker služijo vojsko proti Turkom, to je zanimivo. Njihova naloga je izključno samo boj, taktika, bojevanja proti muslimanom, niso pa obremenjeni s tem, da bi morali delati kot tlačani na poljih ali pa plačevati davke tudi kot meščanstvo. To je zanimivo. Zelo dobro so preskrbljeni z orožjem in z denarjem.
ti, ki služijo tukaj. No, in dejal si mi, da bi lahko na tem mestu pa že omenila njihov grb, ki je uraden grb od leta 1990, Sicer šele, šahovnica, tako, ja. na katero so zelo ponosni, Res je. bolj kot bomo mi Rdeča-bela. kdajkoli na svoje simbole. Tako, tako. Njihova šahovnica je takrat že nastala. Tako, že Nekako. praktično že zametke ima že v 15. stoletju, ravno iz časa, ko se te najhujše turške vojne začnejo. Veva, kako izgleda približno, no, se gledalci bodo tudi videli. 25 teh rdečih kvadratkov, 25 belih. Potem je seveda še simbolika vseh 4 glavnih dežel. Matična Hrvaška je zastopana, Tako. severna Slavonija, na jugu Dalmacija, seveda 4. je tista, ki je najbolj kočljiva, polotok Istra, tudi to. Vendar pa mora omeniti, kot smo videli že v oddajah o slovenski zgodovini, Istra takrat v srednjem veku nima nobene veze praktično s hrvaško državo, s kraljevino, ker je del nemškega cesarstva in kot takšna del slovenskih matičnih dežel. Ker pa je Beneška republika bila v 15. stoletju v vojni, ne samo proti Dalmaciji, Hrvaške, ampak predvsem proti nemškemu cesarstvu, so v Dalmacijo v Istro so Benečani kasneje načrtno tudi nekaj hrvaške populacije priseljevali, ki se mešajo slovensko, istrsko ali nemško populacijo. In vemo, da Istra postane del Hrvaške šele potem v 20. stoletju, ko bo Jugoslavija in nič prej. Pa vendarle v grbu jo že upodabljajo. Kot 4. del je tudi Istra že tukaj, to je zanimivo, ko sprašuješ o grbu, ker Hrvaška se je seveda tudi v srednjem veku že nekako želela, da bi jim Istra Ampak ta pripadla. šahovnica je nekako obstajala in še obstaja Tako. v habsburških Tako. To simbolih. je starejši grb še iz evropskega, habsburškega simbola, ker vemo, da Hrvaška je že od 12. stoletja z Madžarsko vezana in že nekaj se naleza madžarskega grba, kraljevega. Še kasneje, ko pa Madžarska in Hrvaška prideta pod Avstrijo, to je pod hišo von Habsburg, seveda se pa prevzame še nekaj habsburške simbolike. In seveda korenine ima tam, izvira tudi iz tega grba. No, nekaj Habsburškega. si zdaj že povedal, pravzaprav, kako je bilo pa s Hrvaško pod habsburško oblastjo v letih 1526 do 1918. Koliko kraljevin je takrat obstajalo na hrvaških tleh do Prve svetovne vojne in pa seveda o Istri si tudi povedal, kako se je z njo dogajalo in kakšna je bila vloga Istre, polotoka. Ja. Istra je nekako, kot smo videli, vedno to jabolko spora. Tudi danes je mogoče še marsikaj nerešeno med republikama, Slovenijo in Hrvaško. V srednjem veku je imela res pestro zgodovino, ker je etnično zelo mešana Istra. No, v tem smo toliko že povedali v oddaji o Sloveniji, da danes si bova druge stvari ugledala. Ampak sama Hrvaška, sedaj, ko pride pod habsburško nadvlado, bitka pri Mohaču 1526, ko Turki porazijo madžarsko plemstvo, je tukaj dvig Habsburžanov, ki prevzamejo in madžarsko in hrvaške dežele. Sedaj moramo videti to sestavo, ki je precej komplicirana, ta hrvaška zgodnja veška, novoveška zgodovina, pa vse do konca prve vojne 1918. Podobna ureditev se je ohranila, kot je v srednjem veku. Uradno Hrvaška kraljevina je še vedno glavnina, prestolnica v Zagrebu. Na severu je še vedno ravno tako kraljevina, ki se reče Slavonija, tisto, kjer je še danes Slavonija kot pokrajina. Na jugu Istra je pa samo delno takrat, ker vemo, da do konca 18. stoletja je to del Benetk in ne spada pod Habsburško Avstrijo. Tako da praktično se lahko Habsburžani pohvalijo, da imajo tukaj samo dve kraljevini, Hrvaško in Slavonijo. Ker pa uradno seveda gre pa to pod Madžarsko še vedno in ne pod Avstrijo, ker Habsburžani so obenem tudi kralji Madžarske, kot vemo, in še vedno Budimpešta pač vlada tem delom Slavoniji in Hrvaški. Ker pa fizično niso prisotni, habsburški vladarji vladajo vsem svojim posestvom, bodisi z Dunaja, včasih bodisi z Prage,
z Češke kraljevine, pride do vladavine banov zopet. Za časa Habsburžanov se zelo veliko banov povzpne kot podkraljev na Hrvaškem in v Slavoniji. Omeniva še zanimivost, ban Slavonije, nekaj banov v 15. stoletju so tudi naši celjski grofje, recimo. Tudi oni pridejo do te titule, da vladajo celotni Slavoniji takrat. Sicer so pa večinoma Frankopani in Šubiči, kot sva omenjala, ti bani. In potem sva že nekako v letu 1848, ko je tudi pri nas nastopilo neko obdobje narodnega bojenja in tega nacionalne zavesti. Tu so se hrvaški nacionalisti uprli madžarskemu gospodarju in nastopil je ban Josip Jelačić. Ja, zdaj bova si ogledala, tukaj se malce dlje zadrživa, ker je pomembno obdobje, pa tudi še podlago tega si bova ogledala, kaj se je pa še prej zgodilo, konec 18. stoletja. Vemo, da za časa velike vladarice Marije Terezije, ki je pri svojih narodih dobro zapisana, tudi pri Slovencih in predvsem pri Hrvatih, oni so tisti, ki so jo podpirali že v vojni proti Prusiji in proti Franciji, zelo Marijo Terezijo na Hrvaškem in na Madžarskem je veliko podpore imela in je pogledala na njih, na vsa mesta na Hrvaškem. Kasneje je pa po francoski revoluciji pa seveda napoleonska invazija se zgodila, kot vemo. Leta 1797 je konec Raguse, Dubrovniške republike, ki jo Napoleon nesramno priključi svojemu imperiju kot večino Evrope. In to je sploh za Dubrovničane velik udarec, ker so svojo ljubo svobodo izgubili. No, ampak ko je Napoleon ustanovil ilirske province s sedežem v Ljubljani, tudi Dalmacija in Dubrovnik sta del te dežele ilirske province. Vendar kasneje seveda se avstrijsko-madžarska nadoblast vrne, Napoleon in Francozi so seveda leta 1815 poraženi in zopet so tukaj avstrijski in madžarski oblastniki nad hrvaškimi in slovenskimi deželami. Kaj se pa sedaj dogaja, ko si omenila? Pride po vzoru nemške in vse evropske romantike, pride romantično gibanje tudi k slovanskim narodom. Tudi na Balkanu Hrvaška se ni ognila temu in takrat pride do tako imenovanega ilirskega gibanja, šele po tistem, ko je že zdavnaj konec ilirskih provinc. To je zanimivo. Kaj pomeni ilirsko gibanje v hrvaški zgodovini? Tudi leto revolucije 1848 je zelo pomembno, ker to gibanje doseže vrhunec. Namreč Hrvati takrat razvijajo teorijo, bo rekla raje tezo, ki se zelo na nacionalna čustva in na njihovo zgodovino nanaša. Popolnoma zanikajo idejo, da so recimo azijskega izvora. Celo nekaj časa se celo pojavlja ideja, da niso niti slovanskega izvora, ampak so potomci Ilirov, Hrvati, torej starega antičnega naroda, ki je živel v Dalmaciji za časa Rima in še pred rimsko invazijo. In tudi to ilirsko gibanje trdi, da je glavni jezik tukaj izključno hrvaščina in hrvaški. Srbe na vzhodu nekako zanikajo, češ da so tudi oni vzhodni del hrvaške države. Recimo v nas, Slovencih, v Štajercih in Krancih takrat pa trdi to ilirsko gibanje, da smo zgolj alpski Hrvati, da imamo nek dialekt, da sploh nimamo svojega jezika, to je zanimivo. Recimo gibanje se s časoma potem izrodi oziroma gre k koncu v drugi polovici 19. stoletja. Nič od tega se ne udejani, niti v skupni neodvisni državi Hrvaški takrat ni ne duha, ne sluha. Pomemben je pa v letu revoluciji eden od teh banov, ki sva omenjala, to je pa ban Josip Jelačić, zelo pomembna figura v njihovi zgodovini 19. stoletja, ker v letu revolucije pa Madžari seveda vemo, da so glavni sovražnik številka 1 tudi znotraj avstrijske monarhije. In Slovaki in Hrvati na jugu vidijo odlično priložnost, da se madžarskemu gospodarju z orožjem v rokah uprejo in imajo celo podporo Avstrije, tako Hrvati kot Slovaki. Ker Madžarska je takrat trn v peti tudi Dunaju, ne samo podjarmljenim narodom. Ban Josip Jelačić je veliki zaveznik cesarja Franca Jožefa, ki pride takrat na prestol in s hrvaško vojsko celo napade madžarske upornike in miri Madžarsko, ki se opira Hrvaški in Avstriji. Vendar seveda vemo, da revolucija je končana leta 1848, Madžarska se nekako spravi z Avstrijo,
Tudi Avstrijci zopet skoraj da enakovredno priznajo Madžarsko, še preden pride do nastanka Avstro-Ogrske. In nekako takrat tudi Avstrija, slovaško in hrvaško gibanje za neodvisnost nekako opusti, ni nič več zainteresirana, ker želi še vedno vladati in da Madžarom po revoluciji zopet proste roke, da vladajo in Hrvatom in Slovakom. Tako da ta revolucija bana Josipa Jelačića je kratkotrajnega uspeha. Madžarski oblastnik še vedno vlada Hrvaški. Bil je pa eden pomembnih banov Hrvaške. Vladal je v letih 1848, 11 let do 1859, ban Josip Jelačić. Še danes je na kunah upodobljen, če se ne motim. Pomemben ban in vojskovodja tega gibanja. Seveda ne moreva mimo razvoja mesta, glavnega mesta Zagreba. Ja. Kdaj je bilo mesto najbolj visoko na kulturnem področju? Ja, no, recimo kasneje, ko pride pa že do nastanka zopet dvojne monarhije, to pot do Avstro-Ogrske, to je leta 1867 in vse od takrat dalje, lahko govorimo o zadnjih desetletjih 19. stoletja, ko pride pa tudi znotraj Avstro-Ogrske do pomembnega razvoja določenih kulturnih mest. Eno teh mest je Zagreb, bova tukaj izpostavila. Takrat Zagreb dobi v 19. stoletju zelo veliko kulturnih ustanov, recimo tudi od gledališča, recimo pomembne kulturne ustanove. Zelo pomemben je, ker železnico dobi takrat Zagreb, povezava s Siskom in Zidanim mostom, recimo. In s tem enostavno tudi povezavo s celotno Avstro-Ogrsko monarhijo, Dunaj, Trst. Te železnice se vse prepletajo. Zagreb postane povezan z mesti, z raznimi deli Avstro-Ogrske monarhije. Je pa samo mesto že prej nastalo, prvič nekako je omenjeno leta 1134 v 12. stoletju. Obstajalo je pa bolj ali manj nemško ime prej. Ni se reklo Zagreb, ampak je bilo drugačno ime. Agrop, tudi Agreb, včasih se ta izraz pač ponavlja. Vendar pa Zagreb kot ime Zagreb se potem tukaj šele v 19. stoletju zakorenini in šele takrat tudi v 19. stoletju prvega župana dobi mesto. In takrat se čedalje bolj razvija, torej konec 19. stoletja. Pa tudi kot neka zapuščina ilirskega gibanja. Mesto je zelo nacionalno takrat postalo, še za časa bana Josipa Jelačića, sploh pa potem kasneje. Zelo pomembno Podobno mesto. so razvijali tudi Karlovac, ne, z temi stavbami, tako da se je tudi tam odvijalo. Ne smemo pa pozabiti, da seveda ni samo Zagreb in Osijek in Karlovac, recimo Sisak je bil pomemben. Kot so dobili tudi tako, zelo pomembna mesta so tudi v Dalmaciji, zgodovinskega pomena in vsekakor arhitekturni presežek, bi lahko rekli Dubrovnik, sva že omenjala. V 19. stoletju so ta mesta že nekako izoblikovana, tako kot so še dan danes. Recimo Šibenik, Zadar, to so zelo pomembna in starinska mesta tudi v Dalmaciji. Zagotovo. Tako. In od teh mest pa potem v obdobje, ko je bilo zelo grozno, lahko rečemo, Prva svetovna vojna na hrvaških tleh, in sovražnosti sosedi, s katerimi sosedi. Ja, vemo, da takrat trojna monarhija, ki obstaja leta 1914 znotraj Avstro-Ogrske, pod ogrskim delom so tukaj še vedno kraljevine Slavonija, Hrvaška in tudi Dalmacija. Od Napoleona dalje, ko je konec z njim, je Dalmacija neposredno zopet v avstro-ogrskih rokah. No, leta 1418 je velika vojna potekala, vsi vemo, Prva svetovna vojna in tudi hrvaški narod se ni ognil. Bila je predvsem za njih to zelo kruta in pomembna vojna, ker je neposredno Hrvaška meji, seveda vemo, na Srbijo takrat. Vojvodina sicer je bila tudi del Avstro-Ogrske za časa prve vojne, pa vendar v prvi vojni Hrvatje kot avstro-ogrski vojaki se največkrat spopadajo s svojim sovražnikom, s kraljevino Srbijo. Torej se bojujejo predvsem proti srbskemu narodu in tukaj so že zelo velika sovraštva. V srednjem veku niso imeli tako hudih vojn proti Srbiji, kot je to šele v 20. stoletju nastalo. Predvsem v prvi vojni je ta mržnja se nekako zasejala. Pride v enem dnevu je bilo pobitih 10 000 srbskih civilistov,
kot pričajo neki viri iz Vojvodine, in večinoma ti avstro-ogrski vojaki, ki so pobili srbske civiliste, so bili večinoma Hrvati, ki so služili avstro-ogrsko vojsko. Seveda tudi Srbi so zelo veliko se bojevali proti njim in tudi precej veliko hrvaških žrtev je bilo. Tako da prva vojna se konča ali srečno ali nesrečno za hrvaški narod, kakor se vzame. Srečno zato, ker je konec vojne morije, nesrečno pa zato, ker padejo v novo državo, imenovano najprej država, vemo, Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki je glavno mesto Zagreb, kar je v redu za Hrvate, vendar ne obstaja dolgo. Že vemo, da decembra leta 1918 se pa priključi to državi kraljevini SHS, to je pa kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. Za Hrvate ni tako srečno, ker pridejo sedaj pa v skupno državo s Srbi. Glavno mesto postane Beograd, nič več Zagreb, torej k deželi, ki jim je bila sovražnica v prvi svetovni vojni. S katero so se gledali preko muhe, ne? Tako, to je sedaj zanimivo in sedaj po prvi vojni bo zelo zanimivo obdobje za Hrvaško, kot bomo videli. In potem seveda obdobje med obema vojnama, pojavi se organizacija Ustaše. Tu bi lahko razložila gibanje, poglede in voditelja Ante Pavelića. Nekje sem prebrala, da njegovi potomci, hčere, ki so v Kanadi pa v Argentini, še danes zahtevajo premoženje, ki so ga takrat izgubili. Tale Ante Pavelić je bil neka posebna oseba. Tako, ampak si ogledava najprej mogoče še samo obdobje 20 in 30 let. Pred prihodom Anteja. Tako, potem se dotakneva še kaj sploh pomeni Ustaše in podobno. Recimo 20. leta so že nekako, če so za slovensko deželo recimo malce bolj srečna, sploh srečna so pa za Srbijo, ki so zmagovalci. Hrvaška se nekako kar ne znajde in se ne more navaditi na Beograd, na tujega gospodarja, ki jim je bil prej sovražen, in čedalje več Hrvatov ugotavlja v 20 in 30 letih, da v Habsburškemu jarmu pod Avstro-Ogrsko niti ni bilo tako slabo, kot je sedaj pod Srbijo v kraljevini SHS. Nastane zelo pomembna stranka, hrvaška kmečka stranka takrat, da še to omeniva, hrvatska seljačka stranka, kot rečejo oni, zelo pomemben voditelj Stjepan Radić, ki pa že kontrira z srbskemu nacionalizmu in kraljevini in seveda hrvaško stališče zagovarja. Na prvo mesto hrvaškega kmeta postavljajo in njegove potrebe, logično, in tudi raje, če že bi bili raje zvesti Zagrebu, ne pa Beogradu. Pride tukaj do sporov, Srbi umorijo Stjepana Radića takrat, pride že zopet do nasilja, in njegovi nasledniki niso več tako močni v stranki, kot je bil Radić, recimo. Ampak zopet je to sovraštvo do Srbije že raslo. Še hujše razmere postanejo pa po januarju 1929, ko vemo kralj Aleksandar Karađorđević, kralj Jugoslavije, takrat s 6. januarsko diktaturo, to je osebna kraljeva diktatura, prepove vse stranke, recimo. Tudi Orjuna, nacionalno gibanje, ki je v Splitu nastalo, takrat, ki je kralja zagovarjalo, je z diktaturo naenkrat prepovedano in preneha obstajati. Je pa posledica nekaj drugega takrat. Leta 1929 zaradi kraljeve diktature nastane pa gibanje Ustaše, ki si ga ravnokar omenjala. Če Orjune ni več in hrvaška kmečka stranka moč izgublja, ravno tako, je pa sedaj nastop Ustaše, kar pride nekako iz besede vstaja, vstajniki, ali hrvatski revolucionarni pokret, torej revolucionarno gibanje. Takrat je to nastalo, leta 1929, in seveda deluje ilegalno, ker je že od začetka odkrita teroristična organizacija. Voditelj tega je Ante Pavelić, nekdanji odvetnik, sedaj pa voditelj tega skrajnega gibanja. Zanimivo, da navdih je našel v Anteju Starčeviću. To je hrvaški pisatelj, ki je umrl leta 1896 v 19. stoletju. Bil je pa prvi Ante Starčević za časa Avstro-Ogrske, ki je že veliko neodvisno hrvaško državo zagovarjal. Torej bil je proti madžarsko in proti habsburško usmerjen, pa seveda tudi proti srbsko. Bil je proti vsemu, bil je tudi proti Judom in proti Romom, ki so živeli na Hrvaškem, popolni nacionalist. S cerkvijo je imel tudi
poseben odnos, ni bil proti cerkvi, je jo zagovarjal, vendar pa je trdil, da mora biti cerkev samo, ne sme imeti političnega vpliva. To so besede Anteja Starčeviča. Sedaj Ante Pavelić, ki je pa voditelj ustašev, pa to ideologijo popolnoma prevzame in jo še izoblikuje. Kasneje nastane fašistična stranka v Italiji, recimo nemški nacionalizem, in Ante Pavelić je nenadoma trdil, sploh kasneje, med drugo vojno, da so Hrvati tako kot Nemci germanskega izvora. Da so sorodni Avstrijcem in Nemcev, kar je popolnoma neutemeljeno. Bil je ultrakonzervativen in ultrafašističen mož. Veliko je deloval iz tujine. Tako, do leta 1941 je deloval iz Italije, predvsem v Torinu in tudi v Bologni so imeli sedež, recimo ustaši, ker so bili seveda teroristična organizacija v očeh kraljevine Jugoslavije. Dejal si, da je bil tako okruten človek, da so celo Italijani rekli, da taborišča, ki jih je imel, ne? Tako. No, sedaj pridemo kar že do druge svetovne vojne, recimo na Hrvaškem v letih 1941-45 obstaja pač to obdobje. Dotaknila se bo izključno samo Hrvaške danes, ne celotne Evrope. Dve frakciji sedaj se tukaj spopadata. Leta 1941 fašisti sedaj dovolijo, celo vzpostavijo ustaše, to bo rekla teroristično stranko, da vlada Hrvaški. Čeravno je uradno kraljevina takrat Hrvaška, druga kraljevina v zgodovini, in Italijani dajo celo svojega kralja na hrvaški prestol. To je Tomislav II. Savojski, član italijanske kraljeve hiše, ki pa je samo figura formalno od leta 1941 do 1943, nikoli pa dejansko ne vlada na Hrvaškem. Prava oblast je v rokah nikogar drugega kot Anteja Pavelića, ki si nadene titulo poglavnik ali kot voditelj takrat. In vsega skupaj, seveda druga skupina, ki se bojuje na Hrvaškem, proti njim so partizansko gibanje, kjer se pa predvsem komunizem pač krepi, pač druga ideologija, vendar so ustaši tisti, ki med vojno dejansko vladajo in diktirajo. Vsega skupaj so imeli 8 koncentracijskih taborišč na Hrvaškem. Jasenovac, recimo v Slavoniji, je eno hujših in bolj zloveščih teh taborišč. Ustaši so si zadali, da bodo iztrebili ali spreobrnili kakorkoli srbsko populacijo, Rome, tudi romsko, seveda tudi proti Židom je bilo usmerjeno, seveda tudi proti vsem Hrvatom in Slovencem, tistim, ki se bojujejo proti Nemcem in ustašom. Zelo huda taborišča so tudi na Rabu in na Pagu, na otokih. Na Pagu recimo je bilo pa taborišče ustašev izključno za Jude. In so bile tako hude, grozne, nehumane razmere, baje celo hujše kot v nemških taboriščih, da so celo italijanski fašisti morali vplivati na Anteja Pavelića, da so to taborišče zaprli. Fašisti so se ustrašili ustaškega nasilja, to je neverjeten podatek. Okrutnosti predvsem, ne? In nečlovečnosti. In že fašisti vemo, da so bili zelo okrutni za podatek. To pa še stopnja više ali vsaj nekaj stopenj naprej. Ustaši so bili znani tudi po tem, da so radi pobijali ljudi. Včasih so uporabili kar žago za žaganje drv, da so odžagali glavo. Pobijali se tudi s puharjem in s kladivi in podobno. Čudne stvari so se dogajale. Predvsem Židje in Srbi občutijo njihovo sovraštvo in nasilje. In potem nastane neodvisna Hrvaška država, kot sva dejala v času druge svetovne vojne, ki vse to počne. Po letu 1945 so se pa spet znašli znotraj skupne Jugoslavije. V letih 1945 do 1991, no, to je dolgo obdobje. Kaj je značilno skozi hrvaške oči za to obdobje? Ja, no, Ante Pavelić, vemo, kako je končal. Bil je potem begun po drugi vojni v Argentini, kjer ga je Juan Perón sprejel. Ko pa je Perón padel, je moral iti v Čile. Na koncu je končal pa v Španiji. Umrl je v Madridu, frankistična, fašistična Španija, za posledicami streljanja, ker je v Argentini nanj skušal izvesti atentat Srb, nek srbski, seveda nezadovoljen
človek, še zaradi zločinov iz druge vojne in zaradi posledicami streljanja je v Madridu umrl. No, sama Hrvaška, recimo, je pa, vemo, v socialistični Jugoslaviji počasi, kot tudi druge republike, malce lizala te vojne, rane iz morija vojne. Nekako pride v 60-ih, predvsem pa potem v 70-ih letih obdobje blaginje, recimo, tudi malce socialno, da se je stvar bolj dvignila. Vojne grozote so se počasi, vsaj načrtno, so poniknile, v srcih ljudi pa vemo, da ne. Ker na Balkanu sploh to sovraštvo med Hrvati in Srbijo ves čas urelo. In tudi po drugi vojni ni to pač umrlo. Seveda, za časa Titove Jugoslavije je bilo prikazano vse, kot da je dežela idealna, kot da druge svetovne vojne praktično, kot da se ti zločini med Srbi in Hrvati niso zgodili, vendar vemo, da je resnica drugačna. Vendar pa v letih 45 do 91 je bilo mirno obdobje, ne samo za Hrvaško, ampak praktično za vse narode znotraj Jugoslavije. In skoraj sva prišla v današnji čas, ne morava pa seveda mimo vojne na Balkanu. Leta 91 in pa seveda odnosi s Srbijo in to zopet nastopi karizmatični voditelj Franjo Tudžman. Zanimivo, no? Tukaj je prelomnica že leta 1980. Se bo malce ustavila za vse narode, ko umre maršal Josip Broz Tito. In po Titovi smrti že početa spona, se že nakazuje, da nekaj ne bo v redu skozi vsa 80. leta. Seveda, najprej ti nemiri, vemo, so na Kosovu nastali, ko se je krepil takrat že srbski nacionalizem Slobodana Miloševića. Kmalu sta pa tudi Hrvaška in Slovenija tukaj. In recimo Franjo Tudžman, ko si omenjala, nekdanji borec iz druge svetovne vojne, kasneje pa tudi Titov general iz socialistične Jugoslavije. Ima za seboj, kar bo rekla lepo, vojaško kariero že takrat do 80-ih let. In seveda, ko pa se Slovenija in Hrvaška junija leta 1991 za neodvisnost izrečeta, da želite zapustiti Srbijo oziroma Jugoslavijo, nastanejo pa težave. Franjo Tudžman je tisti, ki kot neke vrste novi poglavnik, bi lahko neuradno rekli, če ravno uradno je bil seveda predsednik republike. On je tisti, ki se nekako upre temu srbskemu pač terorju in Slobodanu Miloševiću, in on je tisti, ki svojo deželo v tako imenovano hrvaško vojno za neodvisnost povedal. Vemo, da ta morija je trajala zelo dolgo. Še ena temna pika balkanski hrvaški zgodovini. V letih 1991 do 1995 šele se je vse to skupaj končalo. Vemo, kaj se je dogajalo. Na začetku se Hrvatije in tudi Bošnjaki, bošnjaški narod, proti skupnemu sovražniku, torej proti Srbom, bojujejo. Kasneje pride tukaj do treh strani, ker tukaj Hrvatije se uprejo oziroma tudi novega sovražnika si pač najdejo. To so pa seveda muslimani v Bosni, bošnjaki. In tukaj so sedaj kar 3 strani bojujejo. Od leta 1992 dalje je še ta bošnjaška vojna, kot vemo. In Hrvati so bili pač v sovražnih odnosih in z bošnjaki in Srbi. Več teh zločinov se je zgodilo, vemo, tudi nad recimo Vukovarju med Srbi in Hrvati. To so bile grde stvari. Tukaj bi lahko imeli oddajo posebej, prav v balkanskih vojnah. Leta 1995 je Hrvaška uradno kot zmagovalka šla nad Srbijo, da je končno te grožnje srbske in invazije konec. In Franjo Tudžman je nekaj časa užival še kot hrvaški heroj in osvoboditelj do konca 90-ih let. No, Hrvaška v očeh turistov ima res izjemno vlogo, pozitivno. Govorila sem z Italijanko na Korčuli in je dejala, da jih občuduje, da so se po tej krvavi moriji tako dvignili, tako razvili. In turisti so res zelo, zelo navdušeni nad njihovimi uspehi danes in tako naprej. In prišla sva do danes. Hrvaška je danes izjemno turistična destinacija, pravzaprav za turiste iz celega sveta. Tudi kulinarična, bi lahko rekla. Tako, ampak nas pa bi recimo bolj zanimala politični odnos do Bruslja in pa do Slovenije. To pa morda najno zadnjo vprašanje, ki ga moramo obdelati. Ja, vidiva, da tukaj, ko si to omenila, odnos do Bruslja, predvsem pa do nas Slovenije, kar
kar imamo že več kot zadnjih 10 let, nekako težave zaradi nerešenih obmejnih Najbolj od leta vprašanj. 91 Že več tako, praktično že skoraj že prej, ali pa že 30 prej. let, ja, od leta 1991, vprašanje meja, vprašanje Istre sploh. Ja, hrvaška diplomacija, bom rekel, se je tukaj zelo močno izkazala, kar se tiče odnosih in do Slovenije in do Evrope, do Bruslja. Vedno so oni tisti, ki nekako znajo potegniti daljši konec, po mojemu mnenju. Maslo za ušesi so včasih rekli, če je nekdo prebrisan in zvit. Tako. Očitno imajo zelo dobro zastopano poslanstvo oziroma v Bruslju, kakorkoli. Zaradi vina, tudi zaradi terana, zaradi kranjske klobase, vemo, smo imeli tudi težave v temu. Tako da naša politika s Hrvaško nekako žal v zadnjih letih ni preveč, bo rekla, prijazna ali uspešna, ampak očitno, kar se tiče pa naroda, glede na to, da smo mi glavni turisti pri njih, tukaj pa ni nobenih težav. Je pa čisto drugače, kot je stanje v politiki. Mogoče ta misel za konec. Za konec, Tako. ampak glede na to, kar sva omenila z medsosedskimi odnosi, Ja. tudi francoski ribiči v angleškem mečejo Tako. kamne, Tam ko je se stvar srečajo še na morju. hujša. Tam je stvar Tako. mogoče še hujša med Francijo in Veliko Britanijo, kot med Slovenijo in Hrvaško, res je. No, upajmo, Ja. da se bodo zadeve uredile na najboljši možni način. Tako. Vsekakor vidimo, da imajo kar precej pestro in bogato zgodovino naši sosedje Hrvati. Seveda, si zaslužijo, da si o njih preberemo še kakšno knjigo, kaj več pogledamo ali spoznamo, ko obiščemo njihove kraje, Tako. ki pa jih res radi obiskujemo. Tako kot je naša dežela lepa, so lepe tudi vse ostale. Hvala Tako. lepa, Goran, za to izčrpno predstavitev Hrvaške in do najinega naslednjega pogovora srečno. Hvala. Vam, drage gledalke, spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.